Mojemu bratu je bilo ime Aljaž in je bil zelo razigran. Rad se je igral, da je iskal zaklad in ful je imel rad čarovnike. Zbolel je za krvnim rakom in Matic in Maša sta ga večkrat obiskala v bolnišnici, kjer so skupaj sestavljali kocke ali pa kartali. Spomnim se, da je večinoma časa ležal ali pa je bil v eni igralnici. Bila sta na taboru, ko je klicala mama in povedala, da je Aljaž v zelo slabem stanju. Oči in moje dve sestri so sedeli na nekem kavču in so nam povedali, da Aljaž verjetno ne bo preživel. In smo šli v bolnico skupaj ga pogledati. In pol je ležal in kada da je spal. In pol smo se slikali pa poslovili. Pač objel sem ga, da dal ljubčka. Pokazala sva, da sva žalostna, ampak sem pa hotela biti tudi močna za njega. Obema so ob izgubi pomagali prijatelji, najbolj sta bila vesela njihovega objema. Pri žalovanju pa jima je zelo pomagal tudi tabor Levje srčnih, kjer se zberejo otroci, ki so izgubili bližnjo osebo. Meni je bilo tudi všeč, ker so bili z enakimi izkušnjami, da smo imeli prav takšno krožnik ali nekaj. Pač in smo imeli gor vsak eno sliko od tistih, ki so jim umrli, in potem smo vsakič prižgali svečko. Naučila sta se, da vsakdo izraža žalost na svoj način. Nekateri se jokajo, nekateri se zaprejo v tišino, nekateri se smejijo, vsa čustva so v redu. Pomembno je to, da ob izgubi otrok ve, da ni kriv za to, kar se je zgodilo, kar je izgubil. Da je v redu, da si žalosten in da lahko žalost tudi pokažeš, da se s kom pogovarjaš ali pa komu zaupaš, ker je potem lažje. Vprašaš, a se želiš pogovarjati z mano, o osebi, ki si jo izgubil, ali želiš kaj povedati, ali bom kar tukaj s tabo. Boljše je, da me vprašajo, ne pa da se me izogibajo.